lepa. Jaz bi pa začela z dogodkom, ki je za nas sicer postranski v tem delu, ki ga je moja kolegica Mojca Kleva-Kekuš omenila, ampak se mi zdi, da za prepoznavnost Slovenije pa pomemben. V torek smo namreč organizirali prvenstvo v košarki tudi v Bruslu. To se je zgodilo en dan pred uradnim začetkom tu v Sloveniji. Organizacija je bila na glavni ploščadi pred Evropskim parlamentom skupaj z stalnim predstavništvom Slovenije v Bruslu in z sponzorji. Mislim, da smo poslanci to dobro izpeljali. Slovenija se je zelo dobro uvrstila. Zmagala je Litva, na drugem mestu je bila Slovenija in na tretjem mestu spet ekipa Slovenije v Evropskem parlamentu. Tako da smo Slovenijo častno zastopali in jaz upam, da je to tudi dobra napoved. Tudi po včerajšnji odlični igri Slovencev, da se bodo naši v tem pravem prvenstvu tudi dobro udeležili. Je pa to zagotovo bil dogodek, ki je pa promocijsko zelo dobro odmeval vsaj v Evropskem parlamentu, če že ne širše. No, zdaj pa k malo bolj resnim temam. Eno izmed najbolj obiskanih debat naslednji teden bo zagotovo predstavitev predsednika Evropske komisije o stanju Evropske unije v tem trenutku in hkrati bo predstavil tudi delovni program Evropske komisije za naslednje leto. To je zadnje leto tega mandata, izteka se mandat Evropski komisiji in zanimivo bo slišati, kaj še sploh nameravajo narediti v teh nekaj mesecih, ki so pa izredno pomembni. Večina tega mandata smo se ukvarjali z krizo, s protikriznimi ukrepi. Zdaj se začenjajo kazati tudi prvi rezultati. Vemo, da napoved za gospodarsko rast je bila pravzaprav za vse razen za dve državi članici v Evropski uniji, tako da je to tudi neke vrste potrdilo, da so ukrepi tisti pravi. Pa jaz upam, da tudi svarilo Sloveniji, da ne moramo ignorirati tega, kar je bilo sugerirano, pa tudi v določenih stvarih zahtevano strani Evropske unije, ker mi še vedno tonemo. Glede bančne unije je že kolegica Mojca povedala, vse to je, ta stvar je dogovorjena, tu ni v Evropskem parlamentu več razlik med nami, gre pač za to, da se iz nacionalnega nivoja prenese nadzor na evropski nivo. Se je pa vsa stvar podaljšala tudi zaradi zakonodajnega postopka v Nemčiji, ker je minister Schäuble moral dobiti potrdilo tudi s strani nemškega parlamenta. Tri pomembne razprave so bile predložene, poleg tobačne zakonodaje, ki je bila že omenjena tudi direktiva o osnovnih varnostnih standardih z področja radioaktivnega sevanja in pa razprava o večletnem finančnem proračunu. Tako da to je že napoved za naslednji mesec, pridite na tiskovno konferenco, ker bo zanimivo, to so zelo zanimive teme. Glede tobačne zakonodaje bi samo to omenila, da ne delim tako skrbi za vašo poročevalko, ker postopek, to ni hitri postopek sprejemanja. Bo šlo v prvo, drugo branje in tega zagotovo ne bomo končali v tem mandatu. Upam pa, da bomo uspeli najti soglasje, tako da bi bila ta tema naslednji mesec na dnevnem redu. Slovenija, obravnavali bomo tudi Slovenijo. Naj vas samo spomnim, oktobra in novembra lani so bile v Sloveniji hude poplave. Trpeli smo veliko škodo, slovenska vlada je pripravila pravočasno poročilo o tej škodi, zaprosila za pomoč iz solidarnostnega sklada. To poročilo je Evropska komisija obravnavala, po 3 mesecih ugotovila, da je Slovenija pravilno zaprosila za pomoč, da so pogoji izpolnjeni in predlagala svetu, da to potrdi. Tam je trajalo nekaj dlje časa zaradi znanih težav, ki se vlečejo zdaj s proračunom v Evropski uniji, že 2 leti namreč manjka denarja in svet se je moral pač dogovoriti za spremembo proračuna, za amandmiranje. To so sicer v juliju naredili, ampak prepozno, da bi mi to obravnavali na svojem julijskem zasedanju, tako da bo Evropski parlament to obravnaval naslednji teden. Odobreno bo 4,6 milijonov evrov pomoči, 14,6 milijonov evrov pomoči, od tega večino prejme Slovenija, preko 14 milijonov, nekaj malega pa tudi Hrvaška in Avstrija. Ta pomoč sme biti namenjena samo za obnovo javne infrastrukture,
ni namenjena pomoči privatnih lastnini. Z področja energetike bomo obravnavali dve taki pomembnejši temi. Ena je notranji trg, druga biogoriva. Najprej notranji trg. Veste, da je energija izredno pomembna, ne samo za delovanje gospodarstva, tudi za naše gospodinjstva. Po eni strani mora biti zanesljiva, se pravi dostopna takrat, ko jo potrebujemo, po drugi strani mora biti tudi cenovno dostopna, tako da so podjetja lahko konkurenčna in pa da si jo gospodinjstva lahko privoščijo. Tudi zaradi tega smo se odločili, da oblikujemo notranji trg in odločitev je, da naj bi do naslednjega leta naj bi zaživel, vendar pa se zdaj nekaj mesecev pred letom 2014 srečujemo še vedno z velikimi izzivi, ki smo jih tudi v obravnavi odprli in so v poročilu, ki ga naslednji teden sprejemamo, vsi omenjeni. Glavni je zagotovo uresničevanje evropske zakonodaje. Tu nekatere države niti prvega koraka niso naredile, to se pravi, da bi primerno implementirale evropsko zakonodajo. Žal tudi Slovenija med njimi in Evropska komisija je proti nekaj državam sprožila tudi postopke na sodišču. Ko je enkrat ta zakonodaja implementirana, jo treba izvajati, tu je še več težav. Potem naslednja težava je primerna infrastruktura, predvsem čezmejna infrastruktura, to tako na področju plinovodov, kot tudi na področju daljnovodov, torej elektrike. Tretja težava, stabilen regulativni okvir. Energetika je bila nekako podrejena okoljski politiki v zadnjih nekaj letih. Tu je prihajalo do velikih sprememb. Če želimo uresničiti notranji trg, bodo potrebna velika vlaganja in spremembe v regulativnem okviru, zakonodajnem okviru seveda odvračajo investitorje, tako da to je zagotovo tudi izziv, ki ga bomo morali rešiti. No in še eden problem je, ki je tudi izredno pereč, to pa je, da ta obstoječa zakonodaja ni dovolj prijazna do uporabnikov. Kaj namreč kažejo različne statistike? Kažejo razkorak med drobno prodajno in veliko prodajno ceno. Se pravi, ko se prodaja energija na debelo, vidi, da so se cene energije nižale, ko pa plačujejo ceno podjetja, pa gospodinjstva, se pa cene še vedno višajo. To je posledica politično reguliranih cen, česar si v Evropski uniji v prihodnosti ne bomo smeli več dovoliti, in seveda tudi številnih dajatev na te cene. Zdaj, Evropska komisija je pripravila nek akcijski načrt, v katerem je točno napisano, katere naloge bodo morale biti uresničene, kdo in dokaj bo moral uresničiti. Evropski parlament to popolnoma podpira. Predvsem je pa to naše poročilo pritisk, da se bo to izvedlo, hkrati tudi pritisk na proračun in programe, ki smo jih oblikovali v okviru proračuna, da bodo ciljno usmerjeni. Je pa to tudi že podlaga za 4. liberalizacijski paket, ki ga pričakujemo na tem področju, vendar ne v tem mandatu, bo neka popotnica za naslednji mandat. Naslednji liberalizacijski paket bo moral dejansko biti usmerjen na potrošnika. Drugo področje energetike, ki ga bomo obravnavali, je področje biogoriv. Kolegica Mojca je že omenila podnebno-energetske cilje, ki smo jih definirali že leta 2009, takrat je bila zakonodaja sprejeta. S temi cilji smo si zastavili, da bomo do leta 2020 bistveno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, zvišali delež obnovljivih virov energije in izboljšali učinkovito rabo energije. Določili smo tudi en podcilj za biogoriva, in sicer, da naj bi v transportu delež obnovljivih virov energije dosegal 10% delež. In večino tega deleža predstavljajo prav biogoriva, predvsem biodizel. Zdaj, po nekaj letih se je izkazalo, sta se v zvezi s tem pokazala dva problema. En problem je, da se za proizvodnjo tega goriva uporabljajo poljščine, ki se uporabljajo tudi za hrano. To je neetično, ker v bistvu hrana tekmuje z energentom, ob tem, ko je na svetu še toliko lačnih ust. Drug problem pa je,
da ta goriva povzročajo posredne izpuste toplogrednih plinov, ki so pri nekaterih gorivih tako visoki, da so celo višji od fosilnih goriv. Gre namreč za to, da je povpraševanje po poljščinah, določenih poljščinah večje, zato se krčijo gozdovi, se sušijo recimo mokrišča. To so tipično ekosistemi, ki zadržujejo velike količine ogljika in posredno zaradi tega mi povzročamo pravzaprav večje izpuste. Zdaj, rešitev je taka, da se morajo ta raba konvencionalnih biogoriv zmanjšati, oziroma da jo Evropa ne sme več tako pospeševati. Tako da tisto, kar v Evropskem parlamentu predlagamo, je, in bo zagotovo tudi naslednji teden sprejeto, je, da se določi kapico, to se pravi zgornjo mejo za uporabo konvencionalnih biogoriv. Hkrati bomo določili tudi nek minimalni delež naprednih biogoriv, ki naj bi ga dosegli do leta 2020. Tu so številke sicer različne, koncept pa je enak. In tretja stvar, pomembna, ki jo bomo tudi zagotovo izglasovali, je tam, so trajnostni kriteriji za uporabo biogoriv. Vsaka država mora namreč poročati, kako dosega 10% delež obnovljivih virov energije in od julija naslednjega leta bo lahko v ta izračun vključila biogoriva, ki bodo pomenila najmanj 60% prihranek izpustov. To se pravi, zelo zaostri se stvar za nove proizvodne obrate, za starejše pa ti pa bodo obratovali, tako zdaj bodo tudi upoštevani pri izračunu, je pa potem seveda še neko prehodno obdobje. Potem so pa še neki drugi administrativni ukrepi za izračunavanje določenih faktorjev, izračunavanje neposrednih izpustov oziroma posrednih izpustov, potem za večkratno štetje določenih goriv, ampak to so bolj ali manj administrativne zadeve. Če vas zanima, lahko potem kasneje tudi bolj razložim. Mislim pa, da te tri stvari, ki sem jih omenila, so pa res tiste glavne, ki upam, da bodo zmanjšale škodljivo rabo biogoriv. Naslednji teden bo zame precej energetsko obarvan. V ponedeljek ne bom na seji Evropskega parlamenta, ampak na Bledu, kjer se bo začela tradicionalna vsakoletna mednarodna konferenca Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije. Tako da vas vabim tudi tja ob 3 bo v hotelu Golf tiskovna konferenca, ob 5 okrogla miza, kjer bomo govorili o prihodnosti trajnostne uporabe jedrske energije in usmerili verjetno glavni del svojih razprav na zagotavljanje človeških virov, kar je zagotovo velik izziv tudi za Slovenijo.